Pozdravljeni! Zopet je na vrsto prišel naš redni komentar novic, kjer si bomo, kot ponavadi, ogledali vse, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kar se tiče formata današnjega prispevka, nobenih sprememb. Tudi tokrat se bomo ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v originalu navedenih člankov, imate bližnjice v opisu. Ko je slika v barvah, seveda pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral že v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. Tako, še enkrat smo na hitro ponovili pravila, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Današnja prva tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 21.11. na spletnem portalu Sky Sports. Tu smo lahko prebrali, da je tožba Felipeja Mase dopustna in da bomo na londonskem sodišču lahko v naslednjih mesecih spremljali verjetno da burne razprave. O tožbi Mase, ki zahteva denarno odškodnino, ker so ga pri FIA, Formuli 1 in ne smemo pozabiti na Bernieja Ecclestona, o njegovem oškodovali leta 2008, zna biti zanimiv. Namreč britansko sodišče nima nobenega vpliva, kar se tiče športnih rezultatov, namreč FIA ima sedež v Parizu na Place de la Concorde. A po drugi strani je zanimivo nekaj drugega, kot sem že mnogokrat povedal v preteklosti. Vkolikor pride do nepravilnosti, do kršitev tehničnega ali pa športnega pravilnika Formule 1, se običajno diskvalificira kršitelje. Podobno kot smo videli po koncu velike nagrade Las Vegasa letos. Felipe Massa je postavil teorijo, kjer bi morali po njegovem celotno veliko nagrado Singapurja izbrisati in šele na to bi on v teoriji postal svetovni prvak. Ampak kaj se bo zgodilo, če bo sodišče začelo razmišljati tako, kot veleva pravilnik, kjer bi si lahko predstavljali, da bi bil kvečjemu lahko v teoriji diskvalificiran Fernando Alonso, kar končnega rezultata ne bi spremenilo. In seveda, tu bi lahko razpravljali, kako dober svetovni prvak, vsaj v teoriji, bi lahko bil Felipe Massa, nekdo, ki zna izgubljati. Ampak konec koncev, kot sem povedal, gre le za finančno odškodnino, ki bo seveda zopet pripeljala tisti brazilski ponos na vrh sveta ali nekaj podobnega, kot obljublja Felipe Massa. Meni ta tožba Felipeja Mase je vse bolj podobna farsi, a z zanimanjem bom sledil, kako se bodo zadeve razpletale. Za enkrat je zadeva dopustna, ampak sodniki so baje dejali, da tematika ni preveč prepričljiva. Videli bomo v prihodnosti. Poglejmo si drugo današnjo temo. Na uradni spletni strani prvenstva IndyCar smo lahko 24.11. zasledili novito, da bo v sezoni 2026 v prvenstvu nastopal tudi Mick Schumacher. Sedež je dobil v ekipi
RLL, kjer so se zahvalili za sodelovanje Delvinu de Frances. In treba je tu najprej spomniti na neko zanimivost v samem naslovu. Namreč Mick Schumacher po mnenju ameriških strokovnjakov je veteran Formule 1. In sedaj ni treba posebej poudarjati, da sam sem bil in tudi verjetno bom precej kritičen do Micka Schumachera. Že pred njegovim nastopom za ekipo Haas sem bil dokaj skeptičen, ampak ne smemo pozabiti, da je bil nato rezerva pri tovarniški ekipi Mercedes. In ne smemo pozabiti na njegovo tekmovanje v pokalu vztrajnostnih avtomobilov za ekipo Alpine. Koliko priložnosti je izgubil v Formuli 1, ne bomo ponavljali. In sedaj prihaja v ekipo, ki je v bistvu po ameriških standardih tam nekje na sredini jakostne lestvice, če ne bolj v tisti drugi polovici. Bodimo iskreni, v prvenstvu IndyCar nekaj pomenijo ekipe, kot so Penske, Andretti, ekipa Chipa Ganassija in morda McLaren. Vse ostalo pač žal ne. In nekdo, kot je Mick Schumacher, ima za seboj eno samo testiranje in še se ni preizkusil na ovalih, ne vem, kaj bi lahko pokazal v bližnji prihodnosti. Treba je omeniti sicer, da v seriji IndyCar so bolidi malce bolj podobni Formuli 2 kot Formuli 1, ampak tudi tu so na primer Romana Grosjeana sprejeli kot bodočo zvezdo te serije. Zato sam, kot običajno, ne bi bil preveč navdušen. Videli bomo, kaj bodo pokazali rezultati, ampak zaenkrat, bodimo kot ponavadi malce skeptični in seveda počakajmo. Mi se pa lotimo tretje današnje teme. Na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com sem 26.11. zasledil intervju z znanim italijanskim športnim psihologom Ceccarellijem. Ta je podal svoje videnje dogodkov, ki so se zgodili na zadnji teden. In med drugim je povedal nekaj zanimivega. Namreč Ceccarelli je človek, ki je prisoten v zaodrju Formule 1 in kot športni psiholog izve marsikaj. Ceccarelli je pripomnil, da v ozadju padoka Formule 1 nihče ne verjame v to, da je Oscar Piastri dobesedno popustil v zadnjem delu sezone, da ni motiviran, da je psihološko šibak in tako naprej. Sam Ceccarelli je dodal, da pri Piastriju je izjemno možno, da je prišlo pri McLarenu do nekakšnega dogovora ali kaj podobnega, kot pravi sam. In tu je moč dodati, da tudi v mojih predhodnih prispevkih sem čisto na rahlo nakazoval, da so verjetno pri McLarenu razvoj prilagodili stilu vožnje Landa Norrisa in da so Piastrija dobesedno dali na stranski tir. In videli bomo, kaj se bo zgodilo na zadnjih dveh dirkaških vikendih. Bo Piastri prav tako neprepoznaven, kot je bil do sedaj, ali se bo prebudil. Zanimivo bo videti in seveda tudi spoznati, kdo je imel konec koncev prav. Poglejmo še, kaj sem pripravil za tisto zadnjo, četrto
današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj obstranska, mogoče celo šaljiva tema. Na spletnem portalu motorsport.com smo 25.11. lahko zasledili članek, kjer je bila zapisana zanimiva izjava Frederika Vassarja. Ta trdi, da letošnja sezona Scuderie Ferrari ni popolnoma porazna. In seveda v nadaljevanju lahko zasledimo razloge, zakaj letošnjo sezono naj ne bi smatrali kot popolni polom. A mi navdušenci se lahko pravičeno začnemo spraševati, kaj pa bi bil popolni polom Scuderie Ferrari letos. Namreč res dosegli so eno zmago na sprintu velike nagrade Kitajske. Ampak videli smo, da na primer Lewis Hamilton se še ni znašel v Maranellu, da novi tehniki, ki so prišli, niso bili sposobni opraviti projekta, ki je na začetku sezone veliko obljubljal, ampak potem na progah pokazal bore malo. In zopet bi lahko dejali, da s 4. mestom med konstruktorji verjetno Ferrari ni dosegel niti tistih minimalnih ciljev. Verjetno bi bil po mnenju Vassarja popolni polom, če bi jih prehitel še Williams. Ne vem. Mnogokrat, kot vam je znano, ga ne razumem. Ampak občutek imam, da smo bili tudi tokrat priča čistemu opravičevanju za očitne neuspehe. Ampak dokler lastništvo Ferrarija seveda sprejme taka opravičila, mi navdušenci in tudi navijači ne moremo pravzaprav nič. No ja, razen tega, da se lahko kdaj pa kdaj tudi malce sarkastično nasmejemo. A kot ste razumeli, tudi danes smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.